En lep pozdrav s Konjskega vrha, skupa kamenja. Ja, to je še vedno sled poplav, ki smo jih imeli. To je zdaj urejena sled, ne? Ker ko še ni bilo to urejeno, potok je za nama, je tekla voda na mestu, kjer mi do sedaj sediva. To je bila približno 40 metrov široka deroča reka, Hodurnik. Z obeh strani doma je tekla ogromna količina vode. Preračunali so, da je bilo to 100 kubičnih metrov na sekundo in takšna voda nosi ne samo takšne kamne, ne, ampak pravi še mnogo večje skale, dere, premika, ima neustaljivo moč in sedaj je tako, kot je. Ni še urejeno in še leta ne bo urejeno, kot naj bi bilo, ampak v bistvu pa sva izbrala to okolje ravno zato, ker to razdejanje ponuja priložnost, ne? In vstopili smo v postni čas in tudi postni čas nam ponuja priložnost za tiste korake, da bo bolj urejeno, kot sem prej rekel, ne? Ker ne urejamo stvari samo navzven, ampak je pomembno, da jih urejamo tudi navznoter. Zakaj? Ker najbližji zaznavajo našo notranjo resničnost, naše notranje stanje, naše osebnostno stanje. Ja, mi bližnjim, kot rad rečem, ne postrežemo samo to, kar damo na mizo, ampak tudi to, kar na nek način se izraža skozi našo notranjo resničnost. Jih ne popeljamo samo v naravo, v kateri zaznavajo lepoto, ampak dejansko, ko smo z njimi, zaznavajo tudi to, kar smo. Ampak post pojmujemo največkrat kot tisti čas mukotrpnega odpovedovanja, resnih obrazov. Ja. Zame, ti pa praviš, da temu ni tako. Ne, meni je postni čas najlepši čas. Zato, ker me odpira v priložnost. Ker prav reče, ne, to je čas, Karel, ko imaš priložnost, da prideš k sebi. To je čas, ko si lahko privoščiš to, ne? Pa ne samo, da si ti privoščiš, ker je toliko teh ljudi, ki so v tem doživljanju, smo mi notranje podprti, da lažje naredimo tiste korake, ki so vredni, ker določena stanja nas morijo, ker niso v usklajenosti ali z nami ali v odnosih z našimi najbližjimi in na nek način zadiham, ne, in je modro je narediti tiste korake, tudi, ne, ko si rekla turobno, vijolična barva, ki jo uporabljam pri liturgiji, nekateri mislijo, da je to barva žalosti, razsnobnosti, groze in strahu. Ne, vijolična barva je barva modrosti in je barva srčnosti. No, in nas vabi, da iz srca naredimo tiste korake, ki so v našem življenju modri in koristni. In če greva na liturgijo, na pepelnično sredo imamo 3 priporočila, slišimo, ne? Post, odpoved, potem molitev in dobra dela. In zdaj, če pogledamo po vrsti, pa začnemo z molitvijo. Molitev je tako tista najtežje sprejemljiva oziroma tako najbolj... Ja, tu je tisti, ki niso religiozni, ne? In pomislijo, zdaj me pa želi nekak noter, me bo okupiral za svojo religijo. Sploh ne. To je nekaj človeku najbolj lastnega. Kaj je molitev? Molitev je vstop v tihoto, je vstop v zaznavnost, je odmik od hrupa in je vzpostavitev stika z vsem, kar nas obdaja. Da vstopimo v to odnosnost, je potreben mir, je potrebna tihota, je potrebna spokojnost. In to je to. Ne? Že v Delfih, ne? V tistem preročišču v Delfih, na tistem znamenitem Apolonovem svetišču, je pisalo: človek, spoznaj samega sebe. Ta tempelj je navzven predstavljal našo telesno, fizično strukturo, ne? Ko je bilo povabilo spoznaj samega sebe, je pomenilo vstopi v svojo notrino. In ko so ljudje vstopili v notranjost tega Apolonovega templja, zunaj je pisalo spoznaj samega sebe. Ko so vstopili v notrino lastnega jaza, pa so prebrali napis: in spoznal bo svet in bogane. Tudi apostol Pavel je rekel, da smo kot templji
Božjega duha. V tihoti zaznaš srčiko lastne biti, v tisti izvirnosti in neponovljivosti. In koncept Boga kot trojice nas pa na nek način vabi, da vstopimo v to igrivost odnosov, v to dopolnjujoče, v to dopolnjevanje. Hafis je napisal fantastično misel, je napisal, Bog se je skril v vsakega izmed nas, zato, da bi se lahko igral. In božanski koncept je, ko smo v ljubezni igrivi in dopolnjujoči, ne pa izključujoči v tekmovalnosti in tudi v ostalih ozirih. In to je ta molitev, lahko bi celo rekel, to je moledovanje naše duše, naše srčike, naše biti, da se ne bi zapuščali v svoji notranji bitnosti zapuščeni, ampak da bi dejansko si privoščili tisti čas tihote in spokojnosti, ki nas sam po sebi poklobi v notrino lastne biti. Moja definicija v narekovajih Boga je moja bit v biti vseh biti, moja bit v biti, pisano z veliko vseh biti. In ko si v lastni biti, ko nisi lastni biti tuj, si povezan z vsem. Kot je pisalo v Delfih, s svetom in z Bogom. Ne samo človek, tudi vse, kar nas obdaja, Vse je v odnosnosti od nas in čaka, da vstopimo tudi mi v odnosnost z vsem, da ni nikogar izmed nas, ni nihče izmed prisotnosti, v kateri živiš osamljen. In potem pridemo do posta. To je že bolj razumljivo. Zahujšanje, ne? Zahujšanje, tako, priložnost. Bom pa, ampak ne vem. Ni samo to, oziroma sploh ni to, ne? Ne, ni. Tudi, recimo, dobro, recimo, če veš, da je določena fizična razvada škodljiva. Povabljeni smo nasploh, da se odrečemo zdaj že nekaj let alkoholu, ampak ne samo alkoholu, vsemu, kar nas odtujuje, vsemu, kar nas krade. Ni samo alkohol tisti, ki te odtuji, recimo v zaznavnosti, v odnosu do tvojih najbližjih. Odtujite tudi, če te krade karkoli, neki elektronski mediji. Fino je, če so večeri v družinih sveti večeri. To pa pomeni, da drug drugemu svetlimo pozornost, da ne dovolimo, da nam kradejo čas in pozornost vsebine in mediji, ki tega niso vredni. To ne pomeni, da bomo vsak večer odpirali težke debate. Ne. Za mizo in ob večerih se ne odpirajo težke debate. Miza je svet prostor, je obredni prostor in večeri so svet čas, obredni čas, vmes prej razrešimo, zvečer se imamo pa fajn. Ker drugače, če bomo pa mi skozi neki težil pa problematizirali, je razumljiv, da bodo vsi bežali, vsak v svoj ekran, ker se pa res ne more skozi soočati z nekimi pa reševati probleme. Zvečer, sveti večer. To, kar svetli, kar umiri in post je, da se odpovemo temu, kar nas krade. Za večjo kvaliteto življenja, oziroma kot smo dali naslov tega srečanja, post odpoved za več, da nam je bolj fajn. Odstranimo tisto, zaradi česar nam je manj fajn. In potem pridemo do dobrih del, ki nas bogatijo. Ki nas, to si vse povedala, ki nas bogatijo. Si me takoj spomnila na misel Fran Milčinskega Ježka. Ko odpreš srce nekomu, ki je v stiski, ko te pokliče ljubezen, pisano z veliko ali z malo, in odpreš srce, takrat, šele takrat, lahko gospa sreča stopi tudi vate. In je res, če se že nečemu odpoveš, in če že na nek način v odpovedi čutiš manjko, potem naj bo tisto odveč dano nekomu, ki ima manj. In mislim, da imamo vsi priložnost, da koga obogatimo, ne samo materialno, ampak tudi srčno. Ker mnogi imajo premalo pozornosti, ker mnogi imajo, ampak tu ne gre spregledati. Največji nevarnosti za premalo pozornosti so tisti, ki so krog naše družine, ker za tiste mislijo, pa sej razumejo, da nimam časa. Ne, to ne moreš razumeti. Srce tega ne more razumeti. Je v manku, je v sestradanosti. In materialno ne more nadomestiti obnebja tvoje srčnosti. In zato je
dobra dela, najprej je potrebno pomisliti v krogu najbližjih, potem pa k tistim, ki na nek način, k katerim nas, kot je rekel Kalil Gibran, ko vas pokliče ljubezen, odgovorite. Ne? V posameznik nas pokliče, pritegne k posameznikom. Ne? To sem najbolj doživim, ko grem v Ljubljano, pa brezdomci. K nekomu moraš reči prijazno besedo, se malo ustaviti pri njem in mu tudi nekaj pomagati. Ne? Pri nekaterih lahko greš mimo. Tam računa nate ljubezen. Zato te je pritegnila. In tam tudi najbolj doživiš očitek vesti, če nisi odgovoril, ko te pokliče ljubezen. Pri ostalih ni tako. Ampak sam pravim, da Bog ali pa karkoli že pojmujete, ustvarja socialno mrežo. Ne? In ti ne smeš biti tisti člen, ki je zatajil v tej mreži. In kaj zaželiva, kako naj preživimo postni čas? Ja, izkoristimo ga. Tu imamo zdaj čas, da naredimo korake k temu, da nam bo bolj fajn živeti. Zato so ti rezervirani časi res ena prav posebna priložnost. Ne? Bi kdo rekel, ja, zakaj ti pa ni lepši božični čas ali pa velikonočni čas? Je zato, ker to, kar bom v tem postnem času naredil, to bom potem doživel. Tisti je samo krona v doživljenju tega, kar storimo, ko naredimo dobro sebi in ko naredimo dobro tudi za druge. In mi se bomo srečevali na našem YouTube kanalu, tudi v postnem času in pa v marcu tudi v živo v Šmarju. Ja, se veselim srečanja, dobrodošli, vabljeni. Ja, se vidimo. Se vidimo in lep pozdrav. S Konjskega vrha.